glede na to, da imate pač, ne vem, neke standardne turnirje, imate pač svoj server, kjer živite, imate ogromno možnosti, kjer lahko se v bistvu novi igralci onboardajo, imajo community, ki mu lahko pomaga, imate veliko kanalov, kjer se lahko vpraša različne stvari in kako v bistvu postati igralec, če si totalen začetnik. Kakšni so mogoče tisti ključni cilji, ki jih imate v bližnji prihodnosti, ki jih želite pač doseči trenutno, in ali so tudi mogoče kakšne večje želje, da stvar nekako udejstvujete tudi kot neka pravna entiteta potem v nekoč v prihodnosti. Veliko VR in podobnih društev je bilo na začetku isto ljubiteljskih, kot ste vi, pa so prišli na dogodke, kot je Mofogo in podobno, ker so verjetno dobili še malo večji reach, pa pridejo kakšni potencialni partnerji, jih povabijo na kakšne svoje predstavitvene dogodke, kjer predstavljajo, pripeljajo tisto neko novo generacijo, ki smo itak vsi v gamingu, anime in podobne. Si predstavljam, da prvo so tudi mogoče neke težnje proti temu. Mislim, naša, ki sem že skozi omenil, verjetno po celoten podcastu, naša primaren goal, oziroma ta cilj je praktično, da vsakmu ta novemu, onboarderju, da dejansko ugotovi, mu damo nek ne lih material v fizični obliki, ampak bolj kot, kjer mape so dobre, kaj je fajn, kako je fajn začeti, s tablico ali z miško, ali kjer mape, naprimer. Zdaj, po drugi strani, pa, kot se že omenil, Slovijar ali pa te druga društva, mi načeloma, vsaj zdaj, nimamo še plana iti bolj v ta legal stuff, zato ker pač prvič smo premajhna skupnost. Ampak rastemo, to je plan. Naš glavni plan je, da ne pač rastemo, kakor normalna skupnost, da bomo neka ogromna skupnost, ko izpostavlja OSU, da je tudi v Sloveniji dejansko nek čar, kot tudi da potem pridemo v kakšen to partnerstvo z drugimi, naprimer, društvi, ki se dejansko ukvarja s to sceno oziroma samim žanrom.